To ni fenomen, to je načrt. To dejansko obstaja načrt, ki ima namen oziroma interes, da so ljudje čim manj izobraženi, da ne vedo, kaj so delnice, čemu služijo in kako se z njimi rokuje, ne. Se strinjam, da veliko ljudi je zajetih v teh 99%, med njimi tudi ti mali delničarji, in mislim, da bi se tudi oni mogli zavedati, da so del tega upora, del teh sprememb, ki se dogajajo v svetu. Kot vidite za mano, gre za čisto pravo okupacijo, za odprtje novega javnega skupnega prostora, kjer ljudje v obliki različnih iniciativ, predvsem delavnic, intervencij, predavanj, pogovorov, skupščin, skušamo oblikovati neko močno družbeno opozicijo, ki bo onstran strankarskih in nacionalnih interesov skušala uveljaviti močno kritiko globalnega finančnega sistema, vse večjega razlaščanja ljudi, vse večjega bogatenja peščice posameznikov oziroma 1% in skušala definirati nekakšno naskočišče za osvojitev skupne blaginje, ki nam jo različne politike zategovanja pasov vse bolj odžirajo. In tukaj je bil tudi, če resnično gledamo za nazaj, od osamosvojitve Slovenije, to je bil tudi zame ene vrste nateg te certifikate, ki so se delili, ker to je v bistvu bilo delitev državnega premoženja, recimo kot da so solastniki firm, ker bo certifikate vložili in to čez eno leto pa to ni bilo nič več vredno ali pa čez par let, tako da tudi s tem so v bistvu pokradali revne, ne bogate, ne. In temu je treba narediti konec in spremeniti v bistvu za skupno blaginjo, da se gre. Ne pa, da eni živijo v nebesih, drugi pa pod zemljo, ker nimajo tudi za kos kruha ali pa, ne vem, da kupijo otroku knjige ali karkoli, ne. Tile naši politiki in vsi tisti, ki bi radi še to postali, se nažalost, kljub temu, da zadnjih 30 let se je ta ekonomski neoliberalni model popolnoma izpel in pahnil večino sveta v revščino, nam znova predlagajo isti model. Znova poslušamo, treba je zategovati pasove, znova poslušamo, treba je dokapitalizirati finančni sektor, bančni sektor, treba je dati denar tistim, ki so to krizo zakuhali. Mi pa pravimo, ne, treba je dati denar, treba je dokapitalizirati ljudi, treba je vlagati v skupno blaginjo, treba je vlagati, financirati izobraževanje, treba je financirati šolstvo, treba je financirati mobilnost, treba je financirati komuniciranje ljudi, treba je financirati družbeno blaginjo. No, 10 dni že vztrajajo ljudje, kot pravijo, na simbolnem mestu pred Ljubljansko borzo. Zato se nam je v Združenju malih delničarjev zdelo primerno in prav, da se po recimo današnji okrogli mizi Ljubljanske borze, ki se je dotaknila problematike državnega lastništva in tudi v širšem kontekstu obravnavala zagate, ki so s tem povezane, ne nazadnje verjetno blizu tudi ljudem, ki so tukaj zbrani, jasno odločili, da prisluhnemo njihovim mnenjem, morebitnim predlogom, rešitvam, kajti Združenje malih delničarjev si že zadnjih 6 let prizadeva za spremembe, ki se v marsikateri točki verjetno dotikajo tudi vprašanj,
ki niso vezana samo na slovenski prostor, pač pa tudi globalno problematiko, s katero se več kot očitno človeštvo sooča in ki je pljusknila tudi v naše kraje. Vsekakor si ne moremo privoščiti arogance, da bi bili nedovzetni do vprašanj, ki se odpirajo tudi tukaj na tem mestu, sploh če vzamemo v obzir, da smo recimo v zadnjem mesecu dni bili tako v Varšavi na skupščini Svetovne federacije investitorjev, Bruslju Evropske federacije investitorjev, kjer smo se z marsikaterim od tovrstnih vprašanj in problemov tudi ukvarjali. Konec koncev v slovenskem prostoru v tem času, tako na podelitvah nagrad najboljšim gospodarstvenikom, včeraj na vrhu slovenskega gospodarstva na Brdu, ne nazadnje okroglim mizam in številnim tovrstnim priložnostim, kjer smo lahko slišali druge ljudi, morda bolj etablirane, tudi iz mednarodnega prostora, kako razmišljajo o problematiki, ki je zadela človeštvo in seveda večino ljudi tudi v Republiki Sloveniji. Glede na to, da v združenju želimo še vnaprej pripomoč k spremembam tako na področju tega, kar predstavlja za ljudi boljši položaj, ne samo ekonomski, pač pa tudi siceršen, se nam zdi vsekakor prav, da prisluhnemo tudi temu, kaj imajo ljudje, ki so zbrani tu, s tem v zvezi zapovedati, kako razmišljajo. Morda bi se to lahko komu zdelo banalno, marginalnega značaja, vendar mi tega ne ocenjujemo tako in tudi v prihodnje bomo na združenju vselej dovzetni in vabim vse kot doslej, da se obrnejo na nas, ukolikor imajo probleme in seveda, če imajo konkretne predloge, kako se soočati z razmerami, v katerih se je znašlo človeštvo kot tako, kot kaže, in vprašanja morajo biti celovita, pri tem pa je treba seveda brez arogance in distance prisluhniti vsakomur. Je pa na človeštvu, kaj bomo naredili. Je pa mi smo srce sveta, recimo človeštvo, kakšne korake bomo vzeli za prihodnost nadalje.